Ok, malčko si popravim in zdaj čarovnija. 3, 2, 1. Yes. A se kaj boljše osvetljena? Končno, drage moje, se mi je izpolnila dolgoletna želja, želja odkar vlogam, da bi imela ring light, to je taka luč, se verjetno poznate, takole pride za boljšo svetlobo, da je lepše vse skupaj osvetljen obraz in tako, mogoče lahko tole še malo povečam. Svetlova. In končno sem ga dobila, v bistvu sem ga naročila malo pred božičem, prišel je tako v roku 5 dneh. Če me spremljaš na Instagramu, sem rekla, da sem, oziroma eno sliko sem objavila, da sem dobila en ful velik paket in res nisem pričakovala, da je že moj ring light, ki sem ga naročila, ker je res prišel tako v 5 dneh, kar je ekstremno hiter, če računaš, da je prišel iz Velike Britanije. Tako da, hudo, evo, prvi video z ring lightom in prvi video v letu 2018, danes smo 2. januarja, včeraj sem cel dan počivala, danes pa sem evo rekla, da začnem biti produktivna. Najprej ne vam vsem skupaj voščam eno veselo, zdravo, novo leto 2018, predvsem pa, da boste v tem letu nekako našle sebe, začele uresničevati svoje sanje in pogumno temu sledile, ker se veste, prav je, da imaš neke sanje, si nekaj želiš, ampak je treba za to tudi delati, nekaj narediti, da se potem to začne uresničevati. Drugače pa sama si nekako v novem letu, če se dotaknem malo še teh novih začetkov in tako, nikoli nisem rada dajala nekih novih planov, načrtov, ker se mi zdi, da potem nekako je ta veseli december, se veseliš, je zabavaš, pa pride januar, že tako pa se umrijo zabave in druženje in to, in pol še ponovadi, če štartamo z nekimi novimi načrti, je vse skupaj kar malo lahko depresivno, vsaj za mene, zato nekako si nikoli nisem dajala nekih velikih planov, začetkov, kaj bom pa jaz v januarju naredila, ker nekako mi je itak jasno, kaj si želim v življenju doseči. To leto edino stvar, ki sem si rekla, je, da si želim magistrirati, čeprav to vem že od začetka šolskega, študentskega, koledarskega leta, se pravi od oktobra, da si želim torej postati magistrica novinarskih študij. To pa je to, se prepustim letu, pripravljena sem, da prinese vse lepo, tudi v bistvu kar si najbolj želim je, da bi mi na vlogerskem tem področju prinesel več sodelovanj, še več mogoče druženj z vami, več kakšnih zanimivih testiranih izdelkov, spoznavanj in tako. Tako da sem odprta za vse, se veselim, ko mi čakam, da vidim, kaj bo leto 2018 prinesel. To je to, da jaz ne bom preveč nakladala. Vse dobro, mi pa, kot ste lahko že iz naslova videa razbrale, vam bom v tem videu pokazala mojih 17 najljubših izdelkov, ki sem jih torej uporabljala v letu 2017. Zakaj 17? Je očitno. Izbor je bil tako, je bil težek, pa ni bil težek, ker sem res osredotočila samo na une, ki bi vam jih jaz priporočala, ki bi res rekla, da je vredno investirati nekaj denarja v izdelke. So in ličila in kozmetika, tako da imamo en tak miks vsega. In če te torej zanima mojih 17 najljubših produktov v letu 2017, glej naprej. Čisto naključno bom ven jemala in prva stvar, začnemo, evo, lahko s telim razpršilcem, v bistvu to je, no se že vem, cvetna vodica, malo se je tudi zbrisal napis, skratka, to je definitivno eden mojih najljubših izdelkov, kar se tiče nege obraza, ker je zjutraj, ko se zbudim, zdaj, ko je centralno ogrevanje, suzrok in vse, prva stvar, ki naredim je, da svojo kožo osvežim z to pršilko, z vonjem vrtnice, ker je čist taka suha, zategnjena, sušena in se mi zdi, da tako na začetku rabi eno tako nego. Meni so te cvetne vodice od Melvite super in definitivno si zasluž mesto med 17 najljubšimi izdelki. Druga stvar je tale krema, nočna krema od znamke Dr. Organic. Jaz zdaj tole kremo uporabljam približno mesec pa pol, je še dokaj frišna, kar se tiče moje nege, ampak mi je res the best. Vonja v bistvu tak mal
orientalski. Tudi zelo dobro nahrani mojo kožo. Jaz jo uporabljam včasih kar tako že malo čez dan, če mojo kožo zateguje in za enkrat je ne zamenjam. Malo bom vse skupaj pohitrila, da ne bo tale video predolg. Potem evo, tale krtača za lase, torej produkcija naslednji izdelek od Tangle Teezer. Mene je tale krtača noro dobra. Jaz se češem tako od spodaj, pa potem postopoma češem lase navzgor. Ta pa je itak super, ker v bistvu mojih las ne potrga, ščetine so v bistvu take, da res lepo razčešajo moje lase in v bistvu odkar uporabljam to krtačo, se češem samo še z njo. Potem naslednja četrta stvar v tejle moji vrečki je tudi en kar dokaj frišen produkt, koliko pa je, 2 meseca, od znamke Olaplex, tudi v bistvu za nego las. Gre za tako masko in dejansko že po prvi uporabi so bili moji lasje to gladki. Če je na drugi strani, oziroma če si ti blondinka in se barvaš, potem veš, da je to, mislim, da kar zelo zahteven las za vzdrževati, za nego, ker blondinke, ne, peroksid in vse to nam ful pobere vse. Mislim, naredi las res tako zelo suh, tako da je nujno, da uporabljamo eno super masko. Tale od Olaplexa je sicer majčkeno dražja, ampak mislim, da je vredna vsakega centa. Naslednji izdelek je Nuxova kremica za vlaženje kože in zaščito pred umazanijo, pred vsemi temi negativnimi vplivi. Jaz jo nanesem zjutraj, ko se zbudim, oziroma preden nanesem make-up, sploh če grem v mesto, kjer je zrak v bistvu še bolj umazan, bolj onesnažen, tako da meni je tale kremica res super. Noter je taka bela in počasi se tudi prazne. Potem imamo tukaj eno tako majhno paletko od znamke Ne Makeup Milano, kjer so noter 3 različne senčke. Zdaj, senčilo najljubšo zbrati je bilo res težko, ker imam dosti paletk, vse so zelo lepe, ampak dejansko te 3 barve pa so take najbolj neutralne, tudi ko se odpravljam kam tako nekam na hiter, da ne rabim biti tako urejena, ampak hočem samo očem dodati malo dimenzije, so te senčke take zelo naravne, dobro pigmentirane, lepo se izabriše, tako da definitivno je to ena mojih najljubših palet, kar se tiče tega naravnega make-upa. Nadaljujemo in sicer z še enim melvitinim izdelkom. To je kremica za okrog oči, za te prve gubice po 25. letu, mogoče 24. letu. V bistvu tole je moja nočna nega, tudi razmišljala sem, da bi enkrat posnela v bistvu mojo nočno nego, ko grem spat, kaj vse uporabljam, tako da zapišite, če ste za. Nanesem okrog oči, v bistvu je tudi tako prilagojena, tole mi je všeč, da je ne stisneš preveč, res tako zelo kontrolira na nos, daš na prst, utapkaš in gladi torej moje prve začetne gubice. Potem imamo tule arganovo olje. Jaz ga dam torej na konice las in moji lasje se mislim, da počasi izboljšujejo, trkam na les. Res mi super ustreza, ponavadi ga uporabljam kar tako 2-krat na dan, zjutraj dam malo na konice las, večer ali pa kdaj tako vmes, če se spomnim in meni je top, dobiš ga pa na eterika.si. Nadaljujemo z mojo najljubšo maskaro v letu 2017. Gre za znamko Holistar in sicer maskara Volumen Unico. Kogar sem že govorila v mojih tutorialih, vse, kar v bistvu si želiš od ene maskare, je tole. Cena je, mislim, da malenkost dražja, tam okrog 17-18 evrov, ampak ti res podaljša trepalnice, naredi take goste, dolge. Tudi te ščetine so v bistvu točno take, kot je meni všeč, da lepo razčeše, da ti ne spacka vse skupaj. Tako da mislim, da je res vredna nakupa, če iščeš eno res tako dobro maskaro. Še ene par izdelkov je, hitre se prazne. Ja, nisem vedela, čemu vključiti to ali ne, ampak dejansko sem razmišljala, da to stvar uporabljam ful pogosto in definitivno, da jo moram potem uvrstiti na seznam 17 najljubših izdelkov. Predlagali sem jo pa pravzaprav gre se za pinceto od znamke Essence in dejansko toliko dobro odpul tudi tiste najmanjše dlačice. Všeč mi je tudi v bistvu ta njihov potisk, ta njihov vzorc. Tako da, če iščete dobro pinceto Essence, na cool pincete. Naslednji izdelek je definitivno moj najljubši, kar se tiče nege telesa. Gre pa se za tale peeling. Zdaj ime
oziroma znamko, ne vem, če bom prav izgovorila, Cassiopeia. Čisto naraven izdelek, peeling za telo, noter ima cel kup različnih olj in seveda rjavi sladkor. Jaz kar s prsti zajemam ta sladkor, ga pomažem po telesu in pa raztežem po nobenem izdelku, ni moja koža to gladka, kot je po telem peelingu, pa tudi von, evo, tako ful zanimivo se odpre, sem, da se mi zdaj to vse polil. Dobre, von je ful dišeč, tak sladek, kot po enih bombončkih ali pa karameli. A sem rekla, da sem na mona.si naročila? Ne vem. Še ene 5 izdelkov je noter. Tole je tudi kar moja stalnica pri ličenju. Gre pa se za eyeliner od linije Lux, drugač znamka Avon. Nič ne piše, sam sem skoraj ziher, da je od Avona. Jaz obožujem eyelinerje, ki imajo tako špičko, da je na nos res tako zelo lepo kontroliran, da se res lepo namaže, da se lepo naredi ta sploh cat eyes črtica. Definitivno moram na seznam svojih najljubših izdelkov uvrstiti tudi tale Nuxov balzam za ustnice. Tega tudi uporabljam v bistvu zelo kratek čas, von je po taki pomaranči, kakšen mesec pa pol, ampak dejansko toliko hiter, ker ta balzam popravi moje ustnice, če so suhe, jih ni še nikoli noben. V bistvu pri meni problem je, ker se mi ustnice sploh spodnje začnejo ful sušiti, ker taka mal jamica na noter nastane. Tale je malenkost dražji, oziroma je dražja Labella, če jo imenujem Labella. 12 ali 13 evrov prodajajo v lekarnah, ampak je vredna denarja. Tudi če greste kam smučat v gore, probite res. Ustnice boste videli, bojo to gladke, pa tudi za ljubčke. Naslednjega produkta žal nimam fizično pri sebi, ker sem ga ravno porabila pred prazniki. Gre se za suho olje za lase, bom dala tukaj slikico od znamke Avon. Olje, ki je noro popravil moje lase, tudi moja sestra ga uporabljala in prav, da so njeni lase ful izboljšani, ful jih tako nahran. Povrnem to mehkovo, to, ko po moje si želi vsaka ženska pri laseh doseči. Poleg tega ta olje noro diši, ki po eni taki vanili. Jaz sem ga v bistvu uporabljala tako, da sem se našpricala, ko sem pač dala dol brisačo, kar takoj na mokre lase in potem tudi kdaj kar na suhe, ker pusti v bistvu tak ful prijeten von. Meni je potem moj fant govoril, koliko mi dišijo lase, tako da nakup, evo, kakor sem rekla, ki ga bom v letu 2018 sigurno ponovila in ko mi čakam, da ga spet začnem uporabljati. Tole je losjon za telo, v bistvu von je po takih olivah, ful lepo diši. V bistvu jaz ponavadi po zimi uporabljam bolj take vonje oliva, kakšne oreščki, poleti pa bolj take sadne. Ker je le poletje, ker je le zima, sem zbrala tegale, dejansko ga zadnje dni kar redno uporabljam. Zdaj imamo pa še zadnje dva izdelka, evo, tale je pol 16, je tale za delati konturo. Te mi niso toliko pri srcu, če sem čisto iskrena, ampak te 4 senčke za torej delati contouring, senčenje, so mi pa top. Zdaj uporabljam najpogosteje tole. Za dnevni look, za senčenje obraza mi je ta paletka oziroma te spodnje senčke res zelo super. Tudi v bistvu odkrila sem čopič, s katerim se te senčke zelo lepo zabrisujejo. Pa ful mi je všeč dejansko, ko jo bom porabila, se to lahko sname in potem samo dokupi novo. Tale cela paletka je bila 20 evrov, ena ta senčka je pa 5 evrov in potem enostavno, kot ti zmanjka, samo menjaš. In še zadnja stvar, ki sem jo zbrala, pa je tole eterično olje. Mogoče ti je malo nenavadno, zakaj sem zbrala ravno to, ampak če gremo še mogoče malo bolj osebno, imam sama včasih težave, ker mi bije srce, kar taka nervozna sem, včasih kar brez razloga, mogoče malo tudi dedno. In enostavno en tak nemir me daje, kaj ena taka tesnoba. In odkrila sem tole sivko, ki v bistvu te pomiri. Kaj jaz naredim? Tak pokrovček je hecen, moraš ga tako nadol potisniti in pol se odpre. Ga dam tukaj na zapestje, podrgnem z drugim, globoko dihnem in deluje tako zelo sproščujoče. In kadar se mi torej loteva ta nemir, je tole moja rešitev, da me tako miri. Tudi zelo velikokrat ga uporabljam pred spanjem, da preprečam kakšne te nemirnosti. Tako da to je definitivno en izdelek, ki meni pomaga. Tako da evo ideja, če tudi
med vami kakšna, da ima podobne težave. Drage moje lepotičke, evo, prišli smo do konca videa. To je bilo mojih 17 najljubših izdelkov v letu 2017. Če ima še kakšno vprašanje, te kaj več zanima, mogoče v kakšnem izdelku, sestavinah ali kaj podobnega, mi lahko zapiše svoje vprašanje spodaj v komentar, ti z veseljem pomagam in odgovorim. Drugače pa se gledamo v naslednjem videu. Uživajte, imejte se rade, radi in do naslednjič. Čau, čau!